Dober večer, dragi gledalci in drage gledalke. Lepo pozdravljeni v nocojšnji oddaji Aktualno. Z nami v studiu pa gospod Blaž Košorok, generalni direktor HSE Slovenije. Dober večer. Gospod HSE, gospod direktor, preden midva začneva z nocojšnjo oddajo, bi jaz povabila tudi naše gledalce in gledalke, da bodo v oddaji lahko sodelovali. V nadaljevanju naše oddaje bomo odprli telefonske linije, zato spremljajte našo oddajo. Bomo tudi povedali tudi telefonsko številko, kdaj lahko kličete. Zato si pripravite vprašanja, kajti povabili vas bomo k sodelovanju. Gospod Košorok, preden pa midva začneva, pa narediva mogoče en tak uvod v bistvu o tem, kar se nekako veliko govori. Govori se veliko o tem stanju v energetiki, veliko se govori o tej prihodnosti energetike, da ni vizije. Na to so opozarjali tudi sindikati. Pa mogoče najprej vaše vprašanje, kako bi vi ocenili trenutno stanje v slovenski energetiki in pa tudi to, o čemer se veliko govori, o tej dolgoročni viziji. Kakšna je ta dolgoročna vizija? Jo sploh imate? Kako vi to vidite? Poglejte, jaz mislim, da je stanje stabilno, da je stabilizirano. Še nekaj časa nazaj so bile, bom rekel, določeni, lahko jih pomenujem tudi kar tektonski premiki. Ne samo v evropski, tudi v slovenski energetiki je to s časoma ta val prišel. Misleč, da se ne bo določene stvari, ki so bile v preteklosti navada, da se ne bodo spremenile, se ravno to dogaja. Jaz mislim, da neki 3 do 4 leta, ko smo si govorili, da je ta kriza priložnost in tako naprej, smo prepočasi cepljali za dogodki, ki so se že v evropski energetiki začeli odvijati. Mogoče preveč samozaverani sami vase v ta otok, ki pa ni osamljen sredi evropske energetike. Jaz mislim, da grejo stvari v pravo smer, da se premikajo v pozitivno smer. Bilo je veliko, da rečem, truda vloženega v to. Veliko jeznih besed, kot ste rekla. Veliko, bom rekel, tudi udarcev, ki so bili kdaj pa kdaj pod pasom. Veliko nepotrebnih stvari, kot ste omenila zadnjo stavko. Mislim, da je bilo to nepotrebno, da se zavedamo vsi, ki odgovorno v energetiki delamo, da stvari se postavljajo na pravo mesto. Mislim tudi, da država svoje s konceptom bo naredila, vendar to ni rešitev. Ko bomo imeli nek koncept na mizi, imeli smo ga že ali pa ga imamo, neko resolucijo v nacionalnem energetskem programu, pa vmes leta 2010 se mi zdi še en poizkus, da bi naredili nov nacionalni energetski program, ki je bila knjiga debela skoraj, 150 strani. Kjer si vsaka energetska regija ali pa vsaka energetska dolina, kot jo včasih pomenujemo, želi imeti svoj program ali pa svojo bi rekel, investicijo napisano. Mislim, da mora biti to program, ki bo berljiv, ki bo razumljiv in ki ga bomo najbolj odgovorni ali pa ki ga bodo tisti, ki vodimo energetske družbe, znali implementirati v svojo strategijo. Pravite torej, da delate na tem konceptu, ampak kakšen je ta koncept? Kako ga vi vidite? Poglejte, slovenska energetika je zelo lepo razdeljena. To je pač nek, recimo temu, zgodovinsko dejstvo. Imamo tretjino hidroelektrarn, imamo tretjino termoelektrarn, ta kolač energetski pa tretjina je nuklearke. In to je nek energetski miks, ki zagotavlja to, da ko recimo, je slabša hidrologija, drugi del, konvencionalni vir energije prevzame, ko so recimo hidrološke razmere, kot so bile recimo leta 2014 ali pa kot tudi letošnje leto 2016 kaže, da bo najverjetneje hidrologija zelo dobra, se drugi del, se pravi tak recimo dražji, konvencionalni termodel morda malo zniža. Ampak oboje skupaj v nekem miksu pa zagotavlja neko stabilno oskrbo za električno energijo. Po vašem, nekje sem prebrala, pravite, zanimati nas mora, kako, komu in po kakšni ceni bomo to proizvedeno električno energijo prodali. Pa vemo vse te odgovore na vprašanja, se nam mogoče malce svita, kako in kaj, ker nekako se mi zdi, da so nekateri že opozarjali, da se premalo ukvarjamo s tem, komu, kdaj in kako bomo to prodali. To bi že verjetno morali početi. Super, da tisti, ki ne vejo, kako se bo zdaj posvetilo. Kako, ne da se jim svita. Nam se svita, mi vemo kako. Torej, če na vašem koncu imamo proizvodni vir, imamo premogovnik, Velenje, ki koplje energetsko surovino, seveda premog, lignit, ki ga potem kolegi čez cesto v termoelektrarni Šoštanj koristno uporabljajo in z tega proizvedejo električno energijo. Tle naprej stopi, bom rekel,
naše trženje, ki tako proizvedeno električno energijo skuša po čim bolj visoki ugodni ceni prodati. Zdaj pa seveda je vprašanje, po kakšni ceni mi to energijo proizvedemo. Prvič, po kakšni ceni nakopljemo lignit, po kakšni ceni ga potem uporabimo in proizvedemo električno energijo. Vse to so pomembne stvari, da lahko potem rečemo, da se nam svita, kako to energijo prodamo. Živimo v Evropi, živimo v velikem milijonskem recimo energetskem gospodarstvu, če lahko tako rečem, in seveda je vprašanje, kako nekdo lahko ceneje od nas proda. Odvisni smo od trga, imamo produkte, ki jih znamo prodajati, se pravi, ni samo električna energija, so različne ure dneva, da ne bi zdaj preveč zahajal v podrobnosti, in te produkte moramo prodati. Seveda se pa moramo prilagoditi trgu, da ta naš produkt proizvedemo čim ceneje in čim draže prodamo. Tle ni nobene velike filozofije. Omenili ste že tudi to stavko, ki pravite, da je bila povsem nepotrebna. Pravite tudi nekako, kar sicer sindikati zanikajo, da ni bila zakonita. Lahko bi rekli, da je stavka tudi nekako bila relativno kratka, ni dvignila veliko prahu, razen tistega incidenta v termoelektrarni Šoštanj, o katerem bova nekoliko več v nadaljevanju. Potem so nekako sindikati, bi lahko rekli, našli skupni jezik z vlado, na katero je tudi bila naslovljena ta stavka in se potem tudi hitro zaključila. Zakaj je po vašem mnenju bila nezakonita? Prvič, ker je, jaz to že, ko smo se pogovarjali o tem, ko je bila napovedana ta stavka, napoved te stavke se vlete praktično 3 leta. Nezadovoljstvo tako ali drugače, ali enkrat s poslovodstvom HSE, drugič z SDH-jem in podobnimi stvarmi pač sindikati zarožljajo, oziroma nekateri del teh sindikatov zarožlja stavko. Zdaj so se pač odločili, da jo bojo speljali, napovedali. In jaz mislim v skladu, da ni bila izvedena v skladu z zakonom o stavki, ker stavka se napove delodajalcu. Govoriti o interesni stavki, ta dejstva potem prirejati nekim potrebam, mislim, da ni prav. Ko se sprašujemo, zakaj stavka, je pač neka organizirana prekinitev dela, ko so kršene ekonomske in socialne pravice. Težko je stavkati, da nimamo Slovenci energetskega programa, da nimamo koncepta energetike, da nimamo, ne vem, kako bomo združevali distribucijska podjetja, kakšno vlogo ima sistemski operater in podobne stvari. Da se nekatere optimizacije, ki se dogajajo, ki se morajo dogajati, način stavke, da se to prekine, to mislim, da ni prava pot. Mi smo se vrsto časa pogovarjali, smo ob sprejemanju, ne vem, razvojnega načrta, poslovnih načrtov s socialnimi partnerji pogovarjali. Ampak če to želja, da se ohranja status quo, in to je predvsem želja sindikatov, kar je, ne vem, če lahko poimenujemo legitimna, legalna, kakorkoli, mislim, da ni to prava pot. In to sem jim tudi povedal že večkrat, tudi napoved, ki je bila, tudi vsi kolegi, ki v energetiki delujejo po različnih družbah, po različnih branžah, od distribucije do proizvodne, do prenosa, jim bilo jasno sporočilo. Tudi vlada se ni pogajala z njimi, ampak mi smo jih, rekel, HSE jih je povabil, če mislite, da je karkoli narobe, se pogajajte z nami, mi smo pravi pogajalski partner. Zdaj pogajanja potekajo, redno se dobivamo in jaz mislim, da je to edina prava pot pogovarjanja, slišanja in predvsem to, da se okolici naši dogajajo v energetiki spremembe. Tega se pač treba zavedati. In slovenska energetika ni neko samlje moto, kjer se bomo mi med seboj pogovarjali, pa popolnoma nič storili. Torej ta dialog s sindikati med vami tudi poteka, kot ste dejali, ker večkrat so nam tudi predstavniki sindikatov dejali, da nekako odziva z vaše strani ni, da tega dialoga ni. To je najlažje reči. Najlažje povedati, ne želijo se z nami pogovarjati. Mi smo se z vsemi, kadarkoli je bilo sporočilo, kadarkoli je bilo želja po pogovorih, smo se pogovarjali. Zdaj pa problem v tem, ali se midva pogovarjava, pa se slišiva, ali se samo pogovarjava. Mislim, da je to ključni problem. In ključni problem je v tem, da se nekatere napake, ki so se v preteklosti zgodile v slovenski energetiki, želijo na način izvajanja stavkov ali pa stavkovnih aktivnosti prikrivati. To je slabo. Ko tisti, ki je vzrok problema, kaže na posledico, da je pač posledica tisto, kar je v tem trenutku tu. Pravite, da je bila stavka nezakonita, boste ukrepali in kako? No, proučujemo. Zdaj mi skupaj, morate vedeti, da veliko judikatov, veliko sodb na to temo, da bi bile stavke nezakonite, ni. Mi smo se temu primerno odzvali z strokovnjaki z tega področja, proučujemo možnost, da bi pač ukrepali v tej smeri, da bi bila stavka potem
proglašena za nezakonito. So nekateri, ki so to rokohitrsko pač tudi govorili, da je stavka nezakonita, ampak pač to zato postaja sodna pot, po kateri bomo najverjetneje, če se bo dovolj dejstev in dokazov, bomo po tej poti šli. Incident, ki sem ga že omenila, ki se je zgodil v termoelektrarni Šoštanj, je nekako najbolj zaznamoval to stavko. Sindikati pravijo, da ste vi ukazali, da se komandna soba zaklene. Je to res? Je to bila pa vendarle odločitev direktorja termoelektrarne Šoštanj? Ne vem, kakšen incident je bil. Direktor se ni zaklenil, ampak je preprečil nezakonito vstop oziroma preprečil nepooblaščenim osebam vstop v komando. Vi ne morete brez tega elektronske kartice, ki smo praktično vsi opremljeni. Dostop do pisarne, dostop do, ne vem, vaše redakcije, če je verjetno zaklenjena ali ni, kakorkoli, ima pravico do tega, ker mu je pravica podeljena. Zdaj, če je nekdo želel priti nekam, kjer ni pooblaščen, jaz mislim, da to ni incident, da je to kvečemo upravljanje dela in zagotavljanje nekega stabilnega delovanja električnega sistema. Mi z depešami, ki so bile izdane s strani, to pa so bile nezakonite depeše, ki jih je sindikat oziroma strokovni odbor SD-ja izdajal, depeša, kaj naj takratni operater naredi. Ve se v energetiki, kdo lahko na kakšen način izdaja depeše, kdo komu jih lahko izdaja, kdo te depeše sprejema, kdo jih upošteva in tako naprej. To ni. Stavka je pač organizirana prekinitev dela. Ne pa, da tiste, ki želijo delati, tisti stavkajoči odrinejo in namesto njih upravljajo delo. To pa ni več stavka. Bi se potem to vseeno zgodilo? Bi gospod direktor vseeno postopal, če stavke ne bi bilo? Kako bi postopal? Da bi pač zaklenil oziroma... Jaz mislim, da ni bilo tle nobenega incidenta. Gospod direktor Koritnik je ravnal tako, kot se mu veleva zakon. Torej ravnal je kot dober gospodar in preprečil nastanek škode, do katere bi najverjetneje lahko prišlo. Nekaj besed bova rekla tudi o seji treh svetov, ki so bili sklicani v Šaleški dolini. Namreč sestali so se vsi sveti, občinski sveti, tako Mestne občine Velenje kot občine Šoštanj in Šmartno v Paki. Nekako so povabili tudi predstavnike. Vemo, da je bila prva seja odpovedana zaradi tega, ker nekako naj ne bi bilo udeležbe predstavnikov. Jaz moram reči, da sem vas tudi že videla na eni od prejšnjih sej, takrat, ko je bila nekako stavka težave v premogovniku Velenje. Zakaj tokrat se niste ozvali? Zato, ker mislim, da politični parket, lokalni politični parket ni prava tribuna za reševanje ali pa za dajanje odgovorov. Ker mislim, da je bila zadeva pregreta, pokazali se je to večkrat, da potem neka medsebojna obtoževanja nikamor ne peljejo. Nas vrsto ključnih deležnikov spremlja, mi smo v fazi, da se moramo na nek način dolgoročno še zadolžiti zaradi pač situacije, v kakršni smo se finančno likvidnosti znašli. Mislim, da ni bilo primerno, tudi SDH kot naš upravljalec je ocenil, da v tistem trenutku smo obširno pojasnili na več straneh, zakaj se na tej stvari gre, in mislim, da ni primeren parket, kot sem omenil, neka politična zgodba, da se stvari tu razčiščujejo, da en drugega obtožujemo. Kadarkoli sem se z vsemi predstavniki lokalnih skupnosti, kadarkoli sem se odzval, ampak mislim, da taka številčna zadeva, da ni primerna za reševanje nastale situacije. To gre izključno in samo za rekel, poslovodna vprašanja, ne pa toliko za politična. Res je, da so ta vsa in Šoštanj in seveda premogovnik Velenje vpeta v lokalno skupnost, to spoštujemo, ima določene zaveze, ki se izpolnjujejo, seveda ne v taki meri, kot so se do zdaj. Ne moramo več sponzorirati, kot smo do zdaj. Ne more biti donacije, kot so bile do zdaj. Stvari se spreminjajo. In ob situaciji, ko imamo, bom rekel, likvidnostne težave, ko imamo negativni poslovni izid, enostavno pričakujemo tudi od nasprotne strani, da se s temi dejstvi seznani. Oziroma, da jih sprejme. Kot ste rekli, je to vpeto v lokalno skupnost, tudi ta reorganizacija, potem, kar bova v nadaljevanju tudi govorila, tudi ta nekako odpuščanja, pa nekako zadevajo lokalno skupnost. In kako v bistvu potekajo tudi ti vaši dialogi? Je nekako tudi sedaj kontakt potem? Ste bili potem še kdaj povabljeni v te lokalne skupnosti? Ne. Jaz mislim, da je zdaj morda čas na nas, da mi lokalno skupnost povabimo, oziroma se kadarkoli imajo odprta vrata in v premogovniku Velenje pri direktorju oziroma predsedniku uprave in tudi pri direktorju Koritniku v Tešu, da se jim pojasni. Na miren način socialni dialog med
strankami poteka in ga še enkrat ne moremo reševati na političnem parketu. Tukaj so zelo težka socialna vprašanja, omenila ste, gremo v neka seveda zniževanja števila zaposlenih ali pa zniževanja stroškov dela kot enega izmed ukrepov zadnjega vrsti, vendar tistega, ki najbolj zanima javnost. Ne bova se pogovarjali verjetno o znižanih stroških vzdrževanja storitev, ampak vprašanje dejansko, kakšen bo imel pomen, če se število zaposlenih, ne vem, v Šoštanju, v Premogovniku Velenje zniža, kakšen bo imel. To ima vpliv. Ampak prvo so tu socialni partnerji, pomen sindikati, ki bodo to svojim sodelavcem prenesli. To reševanje preko medijev, da predno, recimo, jaz zvem iz časopisa, kaj so se včeraj pogovarjali, da me niti direktorji o tem ne obvestijo, ampak da se takoj mediji, da se ta gonja, če tako rečem, ali pa nek pritisk želi vzpostaviti. To je zelo slabo. Ne? Jaz se zavedam, da to postavlja velik problem, predvsem na eni strani za ljudi, ne? Katerim se bodo nekatere pravice zmanjšale, znižale, na drugi strani pa lokalna skupnost, ki je ob, recimo, ne vem, izvajanju ali pa ob odločanju o projektu bloka 6, če je malo bolj konkretno, obljubljala neke številčne velike zaposlitve in podobno, ki pa se ne bojo zgodili. Vmes se je marsikaj spremenilo, razmere na trgih so se spremenili, mi se moramo prilagoditi. In nekdo je neko obljubo dal, ki jo seveda zdaj v tem času ne moramo izpolniti. In jaz mislim, v razgovorih, ki jih imamo s kolegi ali pa z mojimi sodelavci v premogovniku in v termoelektrarni, ljudje se zavedajo teh dejstev. Ljudje so morda še tudi jezni na politiko, ker so jim drugačne obljube bile dane. Politika pa seveda išče nek svoj prostor pod soncem, da bi s čim manj, da rečem, modricami iz tega išla. Bova nadaljevala, naj pa sedaj tudi naše gledalce povabim k sodelovanju. Lahko pokličete na telefonsko številko 03 897 0770. Torej odprte so naše telefonske linije, zato vabljeni, da nas pokličete in našemu nocojšnjemu gostu zastavite tudi vprašanje. Gospod Košorok, nadaljujeva z blokom 6. Lahko bi rekli, da je blok 6 predvsem tisti, ki je deležen mnogo negativnega. Vse, kar se je dogajalo že pred gradnjo, med samo gradnjo, tudi ta vprašanja, je potreben, ni potreben, teh veliko polemik. Nekako bi rekli, da se je nekaka črna senca zgrnila nad ta blok 6. Lahko bi rekli, da se tudi ta zgodba nikoli ne konča, vedno je kaj novega. Pa vendarle, sedaj vi tudi pravite, da je blok 6 pomemben, da bi brez teh šoštanskih 600 megavatov da si ne bi mogli privoščiti, da jih ne bi imeli. Kje je tukaj zdaj nekako šlo vse narobe, že od samega začetka? To je zdaj ena kompleksnost odprla, ena stvar, ki mene osebno zelo jezi. Mi za eno pozitivno novico ne moramo o bloku 6, ali pa govorimo o bloku 6, govorimo o termoelektrarni Šoštanj, prideti v medije. Mi ne moramo reči, da smo recimo lani proizvedli rekordno proizvodno po megavatih, kar se tiče električne energije. To je neka obrobna novica. Ko pa bo treba napisati, kaj se vse na tem projektu dogajalo narobe, bo pa prva stran polna. Ko se bo dogajalo to, da bo nekdo anonimno napisal, kaj je na tem projektu šlo narobe, ali pa da bo napisal, kaj gre v tem trenutku narobe, kaj s financiranjem, ki bo izdajal neke poslovne skrivnosti, bo bil tako pomemben, da bo prišel na prvo stran. Jaz, moji kolegi bomo tam napisani z imenom in priimkom, ki se bomo mogli braniti na neke navedbe nekih anonimnežev. Jaz si želim vse dobro, verjetno doživljajo ne vem kaj, ko se preberejo na prvi strani časnika. Se je pozitivna stran bloka 6, oziroma je pozitivna stran termoelektrarne Šoštanj, ta je vse prevečkrat pozabljena. To je zelo pomemben energetski objekt v Sloveniji. Zelo pomemben. Tretjino vse električne energije zagotavlja. Brez njega imamo velike težave elektroenergetski sistem. Tako sekundarno kot terciarno regulacijo. Tega se treba zavedati. Inštaliranih 600 megavatov novih v bloku 6. Imamo temno stran. Zato smo si krivi sami. Krivi smo si sami, ker je odpovedal nadzor. Ker je odpovedal nadzor na vsej celotni črti. Jaz nisem videl projekta energetskega v Evropi, ki bi bil deležen takšne pozornosti. Res je, cena je narasla po nepotrebnem, zaradi tega, ker je odpovedal nadzor, ker nekdo nad tem projektom, nad izvajalcem, nad načrtovalci, nad vsemi temi ni imel pravega pregleda. Se meša politika, ki ima
takšne drugačne prešepetovalce, ki ima takšne drugačne razlagalce, ki jo zanima, o čemer sva prej govorila, o tem, da bojo bili vsi seveda zadovoljni, srečni, da bojo imeli zaposlitev, kar je normalno, kar si vsak prizadeva, ampak niso slišali pravočasnih signalov, da gre morda lahko pri tem projektu pa vendarle za nekatere stvari, ki mejijo že, bom rekel, na neko kazensko odgovornost. Ta blok, ne strinjam se, ali pa ne morem sprejeti, zdaj ga imamo, zdaj moramo delati. To je res. Ampak kar je bilo prej, ne moramo kar tako pozabiti. To je stvar, ki se bo sama od sebe, jaz mislim, uspešno odvijala. Dejstvo je, da je to blok, ki je, še enkrat poudarjam, izjemnega pomena in koristi za Slovenijo. In od tega ne moramo odstopati. Bodo težave, so težave z, bom rekel, predvsem finančnim delom, kar se tiče obratovanja bloka, minimalni izpadi, mislim, da je zadeva, ki jo je ekipa upravlja, tehnična, vrhunsko narejena, imamo težave finančne, imamo težave ekonomske, ki pa jih odpravljamo. In to je posledica. Žal, mimo tega enostavno ne moremo. Ne. Imamo objekt, vreden 1,4 milijarde, zadolženi smo za skoraj milijardo evrov in ta denar, ki smo si ga sposodili, moramo vrniti. In tle nekdo nam bo pomagal. Mi vedno živimo po dejstvu, bo nam pa država pomagala. Žal, nam ne bo. Mi moramo biti tisti prvi, ki moramo narediti vse, kar je v naši moči, z vsemi ukrepi, tudi tistimi, o katerih smo govorili, tudi tistimi, ki so za sodelavce moje, za zaposlence, slabi ali pa nedobrodošli, ampak vendarle stanje, statusa quo, ki ga sindikati tako besno zagovarjajo, ne more biti več. Ne more biti, ker enostavno tega, kar smo si sposodili, ne bomo mogli drugače vrniti. So mehanizmi, nam bodo verjetno koristili, ampak najprej moramo narediti sami svoj del domače naloge. In to je ves ta čas, kar enostavno govorim. Bo torej, če ji lahko tako rečeva, ta afera Blok 6 kdaj dobila epilog? Se namreč intenzivno ukvarjate z ugotavljanjem odškodninske odgovornosti za TEŠ6. Ste tudi v zaključni fazi posebnega forenzičnega pregleda v TEŠu. Drži. Mislim, da bo nekje do poletja oziroma že prej so stvari znane, zaključuje se revizija, zaključujejo revizori z zaslišanjem nekaterih prič, ki lahko dajo koristne informacije, lahko pojasnijo svoje videnje zadeve. Kolikor vem, se zadeva pred sodiščem, preiskovalni organi bojo naredili svoje. Gre za zelo kompleksno zadevo, ki jo je nekomu, ki rekel, ne pozna, pa ki govori na pamet. Javnost si želi, da bi vsi ti akterji, ki so nekako po medijih nekako, da rečemo, označeni kot ključni krivci, bili kaznovani. Ampak to enostavno v eni moderni pravni državi ne gre. Treba je dokazati krivdo, treba je zbrati vsa dejstva, vse dokaze. Morda je to nekdo naredil naklepom, morda je to naredil z neke malomarnosti, morda je odpovedal nadzor, tudi ne nazadnje, tudi nadzorniki so dajali soglasja, takšna in drugačna, vsem tem direktorjem, ki so, rekel, podpisovali pogodbe. In jaz sem prepričan, trdno prepričan, da preiskovalni organi svoje delo opravljajo kvalitetno, dobro, morate pa vedeti, da je to ena izmed, po mojem mnenju, največjih kazenskih zadev, ki se bo pred sodiščem obravnavala. Torej, si lahko obetamo, da bomo ljudje tukaj še presenečeni? Mislim, da ja. Mislim, presenečeni v smeri, ko se bo celotna zadeva pokazala v svoji celotni bedi, da temu tako rečem, zakaj, na kakšen način smo, govorim namenoma, množni smo, naredili te napake, ki bi jih bilo moč odpraviti, če bi, kot sem rekel, bil nadzor, kot je zadnjih nekaj let. Marsikomu gre pa to na živce, da ta nadzor obstaja. Pa vi kot direktor niste opazili prej, oziroma ali ste že prej vedeli, da se dogajajo neke nepravilnosti? Mislim, kar se dogaja, časopisnih člankov, to normalno, da sem spremljal, ampak nisem s tem namenom prišel. Ko smo sodelavci po nekih 6 mesecih ugotovili določena dejstva, ki so bila podkrepljena in z dokazi in z okoliščinami, ki so kazali na to, da so bila storjena, ali pa najverjetneje bila storjena kazniva dejanja, smo seveda v tem temeljito razmislili, se pogovorili tudi s pravno stroko in to potem, bom rekel, sporočili naprej. Zdaj pa drugo, kar je pa seveda to eno je kazenski del, ki ga more država preganjati, oziroma preiskovalni organi, drugo je pa odškodninska zadeva. Ne.
odškodninske tožbe zoper nekatere fizične, pravne osebe. So v pripravi, so v teku, vendar mislim, da zaradi tega interesa, da ne bi preveč stvari razkrival. Naj še enkrat povabim naše gledalce in gledalke, da nas tudi pokličejo. Odprta je torej telefonska linija. Naša telefonska številka pa je 03897 0770. Vabljeni torej, da v nocojšnji oddaji z vašimi vprašanji sodelujete tudi vi. Gospod Košorok, prej ste že dejali, da so bila obljubljena delovna mesta, da je bilo nekako veliko tega utopičnega, kar zdaj tudi ljudje vidimo, ko se je govorilo o gradnji bloka 6. Torej se je že nekako takrat vedelo, da teh delovnih mest ne bo. No, morda so bila tudi določena tveganja spregledana. Morda je bilo vse preveč v žaru tega, postavili bomo blok po nekih, jaz tle vidim kot neko politiko izvršenih dejstev. To, ko spremljam ta projekt, za eno besedo, če bi mogel povedati, kaj je šlo narobe, šla politika izvršenih dejstev. Sprejeli smo odločitev, naredili 5 korakov naprej, potem nas je nekdo ustavil in smo naredili 2 koraka nazaj, ampak mogli bi jih pa 6. Ne? Od osnovne zadeve, od energetskega soglasja naprej, do gradnje, do podpisovanja pogodb, do podpisovanja vseh aneksov, do sklepanja, mislim, da je bilo 17, ali koliko je bilo variacij oziroma aneksov vsega skupaj. Ne? In to je ključen, jaz mislim, da je to ključen problem. In kaj mislite, da ljudje nekako zdaj so spoznali, da je bilo mogoče tukaj narejenega veliko narobe, oziroma da stvari niso bile tako, kot so bile prikazane, ali da nekako še vedno nočejo verjeti? Jaz mislim, da tisti, ki so najbolj odgovorni ali pa ki so pomagali nekaterim snovalcem, tvorcem in tako naprej, nočejo verjeti. Preprosti ljudje. Moji sodelavci, s katerimi se večkrat srečujem na zboru delavcev, pa sem velikokrat deležen kritik, ostrih pogledov, v razgovoru povedo marsikaj. Ne? In odkrito povedo, normalno, da jih je seveda odkrito strah. Če te nekdo pred 5-6 leti obljubljal, da se bo še ne vem kdo zaposlil, zdaj pa govorimo o tem, da znižujemo število zaposlenih, je seveda hudo. Ne? Zdaj, bez teh ljudi ali pa jezo teh ljudi skušam razumeti. Ne? Ni pa lahko. Ne? Imeli smo nenazadnje zdaj v času mojega mandata 2 stavki, bil stavka rudarjev, bila je stavka zdaj v energetiki, ampak moram reči, da razumem to jezo ljudi, jo sprejemam, ampak skušamo z medsebojnim pogovarjanjem, pogovori, koliko je to mogoče, te stvari pojasnjevati. Omenili ste tudi rudarje, zato greva malce tudi na premogovnik Velenje. Tam bi lahko rekli, da so se razvnele strasti, zdaj pa nekako tudi malce pomirile. Vemo, da je bil tudi sklenjen socialni sporazum. Zdaj pa moram reči, da sem zasledila, da se opravljajo tudi forenzične preiskave na premogovniku Velenje. Tukaj tudi v zaključni fazi, torej so bile tudi tukaj narejene oziroma storjene marsikatere nepravilnosti. Kdaj pa naj bi tukaj dobili oziroma nekatere podatke oziroma doživeli epilog? Najprej te slabše. Forenzične preiskave v premogovniku Velenje so zaključene. Odvetniki, izbrani odvetniki proučujejo možnosti vložitve tožb, nekatere so že tik pred vložitvijo, ko sem seznanjen, nadzorni svet dal soglasje predsedniku uprave oziroma upravi premogovnika, da te zadeve vloži. Zadeva končana, odločala bo sodišče. Pozitivna stvar je, da je upravi premogovnika Velenje uspel to, kar se v energetiki pravi, da se ne da. Sklenili so socialni sporazum z izredno težkimi pogajalci, z 2 sindikatoma, ki ga imajo. In jaz mislim, da je treba in socialnim partnerjem in upravi dati pohvalo, da se zavedajo, v kakšnih zahtevnih časih za premogovnik živimo. In stvari se, ravno včeraj smo bili v premogovniku, stvari se obračajo na bolje. Niso še, da rečem, izven nevarnih vod, nekatere čeri se še vidijo, ampak rezultati, ki jih ta uprava kaže, oziroma poslovni rezultat, ki jih ta uprava kaže na pravilno nastavljeno krmilo. Bo še zelo razburkano morje, ampak ko govorim, paziti na likvidnost, gledati na rezultat, pogovarjati z zaposlenimi,
spreminjati, optimirati in izvajati predvsem načrt, to, kar so si ga zadali, finančnega in poslovnega prestrukturiranja. Tako da jaz sem zelo, kar se tega tiče, optimističen, da se je ta barka najtežja, ki bom rekel, ki mi je povzročala največ dvomov pa skrbi, ne, ker je tudi količinsko največ ljudi obrnila v pravo smer. Zgodile so se od prodaje nepotrebnega premoženja. Tudi potekajo še nekateri. Še potekajo, ampak pravim po letu pa pol dveh prepričevanj, govorjenja, kaj bomo vse storili, nam je uspel prodati nekaj hotelov, dom za starele Zimzelen, ki je na poti tega, da bojo dobili soglasje Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in tako naprej. Jaz mislim, da stvari grejo v pravo smer. Še enkrat, dragi gledalci in drage gledalke, vabljeni, da nas pokličete. Telefonska številka 03 897 0770. Če sva pri premogovniku, povemo mogoče tudi to, kakšna pa bo še ta reorganizacija. Rekli ste, da ta uprava gre nekako v pravo pot. Kaj se bo tukaj še zgodilo? Rekli ste, da bo še razburkano. Premogovnik se mora ukvarjati s svojo osnovno dejavnostjo, core businessom, kopanje premoga. Vse ostale dejavnosti, ki jih imamo, je potrebno opustiti, odprodati in podobno. To je bila že ideja nekdaj, pa potem ni bila do konca realizirana. Od leta 2013 pa naprej se nahajamo relativno, ali pa smo se nahajali v relativno zahtevnih geoloških razmerah. Spomnite se, veliko je bilo stebrnih udarov, ki jih v preteklosti ni bilo in podobno. Torej, posvetiti se svoji osnovni dejavnosti in to znanje, ki ga imajo, oziroma ne moram reči, ki ga imamo, ampak ki ga imajo, velenjska odkopna metoda je poznana v bližnji in daljni okolici. Sklepajo se nekatera posla posli z zunanjim svetom, mislim, da so v Turčiji tik pred podpisom pogodbe in podobno. Torej, to znanje, ki ga imajo, ga je treba znati tržiti. Res je, morda vsi poslovni procesi ne potekajo tako, kot bi bilo najbolj optimalno. Zato je tudi ta uprava se odločila in bo dobila neko zunanjo pomoč, neke stroke, ki bo povedala, pregledala, ali dejansko vsi procesi v jami potekajo na način najbolj optimalnega izvajanja delovnega procesa. In jaz sem prepričan, da bo tudi to rekel, kamen v mozaiku, ki bo pripeljal potem neko sestavljanko do konca in da se smeri, ki so pravilno nastavljene, kot sem že rekel, torej optimizacija, racionalizacija, peljejo v pravo smer. So tukaj tudi v tej optimizaciji, reorganizaciji predvidena odpuščanja, tako kot v termoelektrarni Šoštanj? Poglejte, pri porudarski zakonodaji oziroma po zakonodaji, ki ureja to področje delovnega prava, je možnost poklicnega pa starostnega upokojevanja. Nimamo pa kot delodajalci možnosti, da bi nekoga, ki bi izpolnil ali pa ki izpolnjuje že danes pogoje za upokojitev, da bi ga prisilili, da gre v pokoj. Jaz mislim, da je možnosti, predvsem pa tega prenosa znanja iz starejših na mlajše, da se ljudje ne samo v premogovniku, mi imamo po našem, tudi imamo na hidropodročju podobne stvari. Povprečna starost v slovenski energetiki je, mislim, blizu 50 let, 48-49 let. Mi pa želimo to energetiko v Šaleški dolini do leta 2054 peljati. Ne bo potopa leta 10, 12, 13, 14 let, ampak bo še nekih 40 let ta zadeva še vedno obratovala. Na te stvari, oziroma na ljudi, na zanamce, na mlade, na otroke je treba razmišljati. In predvsem je to v mislih, ko se pogovarjamo o racionalizaciji. Če sva tudi pri racionalizaciji v termoelektrarni Šoštanj, kot pravite, ne gre za pretvezo, gre za soočenje z realnostjo. Koliko delavcev potem realno bo potrebnih? No, odvisno, koliko proizvodnih virov bo obratovalo. Zagotovo blok 6, ki potrebuje zagonski vir, potrebuje natok sveže pare za to, da se v primeru izpada ali pa v primeru remontov, kakorkoli to poimenujemo, znova zažene. V tem trenutku, ko smo investicijo v blok 5 ustavili, zamrznili, smo se odločili, že pred časom je bila tudi vložena zahteva za obratovanje bloka 4. Blok 4 in blok 6 v tem trenutku v kombinaciji z dvema plinskima turbinama zagotavljata neko stabilen vir proizvodnje električne energije. Tudi v primeru izpadov, v zimskih mesecih, ko moramo zagotavljati to, kar je najbolj bistveno verjetno za vaše gledalce, toplotno energijo. In jo bomo zagotavljali. In tle nekih namenov, da bi to ko smo imeli deležni bili po zimi nekih
ekscesnih dejanj, da ne bi namenoma mi z blokom 6 izpali, da ne bi zagotavljali toplotne energije. Ne. Mislim, da je tle na dogovorni ravni med direktorjem termoelektrarne in pa komunalnega podjetja potrebno najti neko pot, kako, v kakšnem primeru, če do izpada prije, kdo zagotavlja to energijo, predvsem pa po kakšni ceni. Kako bo zdaj z delovanjem? Bodo delovali vsi 3 bloki? Nekje sem prebrala, da ste dejali, da bosta potrebna 2. No, to, kar sem vam prej povedal, vsaj po podatkih, po tehnoloških ugotovitvah oziroma o tem, s čemer mi razpolagamo, kaj razlagamo, govorimo o bloku 6 in pa še v enem proizvodnem viru, ki v primeru izpada nadomesti ta blok. Zdaj, a je to nadomestni blok 6, kot smo ga po mojem mnenju nesrečno poimenovali, a je to blok 4, ki je starejše izdelave, z slabšimi oziroma tako pravijo, z nižjimi izkoristkami, ampak jaz mislim, da v nekem kompletu bosta to 2 bloka. Pustimo, jaz mislim, da lahko stroka še enkrat temeljito poroči, ne tečemo na kratke proge, energetika je, kot veste, tek na dolge proge in je pač potrebno temeljito premisliti. Ne bomo bloka danes odrezali, ga porušili, ampak se pravim, 2 bloka, tako ali drugače, boste najverjetneje obratovala. Kako je z dovoljenjem za blok 4? Pred koncem lanskega leta je bila v slovenski pravni red prenešena direktiva za uredbo, ki dopušča obratovanje bloku 4 17.500 ur oziroma do leta 2023 ob predpostavki. Mi smo seveda ob vseh sklepanih pogodb z Evropsko investicijsko banko rekli oziroma podpisali zavezo, da bo ta blok 4 obratoval samo do konca letošnjega leta. Tako da pričakujemo od Evropske investicijske banke tako imenovan waiver, odpustek, da bomo lahko z blokom obratovali še naprej. Kaj, če tega ne bo? Jaz sem prepričan, da bo, ker pogledajte, banka, kaj si želi si svoja sposojena sredstva dobiti nazaj. Kot stroka pravi, so emisije in emisije iz bloka 4, bloka 5 nekako podobne, tako da tle vprašanje ne more biti. Bomo pa, kot sem rekel, po neki temeljiti, še enkrat tehnološko, tehnični, predvsem pa ekonomski, kar je najbolj bistveno, analizi poročil glede upravičenosti obratovanja 4 ali pa 5. Še enkrat naj vas, dragi gledalci in drage gledalke, povabimo k sodelovanju, da nas pokličete 03 897 0770 in našemu nocojšnjemu gostu zastavite vprašanje. Veliko se je tudi v tej dolini govorilo o hitrem menjavanju direktorjev v termoelektrarni Šoštanj. Nekateri pravijo, da so bile nekako to vaše poteze, pa vendarle, mene zanima, kaj vi pravite na to? No, jaz mislim, da ni nek garant, da je direktor dlje časa pa se mu odpusti vse grehe. Ni bilo, jaz mislim, da hitro menjavanje v redu. To je nek očitek, ki sem ga bil večkrat deležen. Ko ugotoviš, da nekega zaupanja ni več, ko ugotoviš, da so določene okoliščine, določene dejanja, ki jih je nekdo storil, ko izgubiš zaupanje v takšno osebo, ko ta oseba dela ne v korist družbe, potem enostavno moraš takšno potezo potegniti. Ker drugače bi me verjetno vprašala, zakaj sem toliko časa čakal, da nisem nekoga zamenil. Jaz mislim, da v tem trenutku je izbor, ki je bil upravljen, je pravi. Morda se marsikdo ne bo strinjal z mano. Zakaj bi mogel biti direktor iz kraja, kjer živi? Mislim, da je to prej slabost kot korist. Vsaj tako se je na naših primerih pokazalo. Tako da pričakujem, ali pa dajmo priložnost, da se to zgodi. Kdorkoli bi na tem mestu sedel, bi se mogel z enakimi problemi ukvarjati, kot se ukvarja kolega Koritnik. Torej, je gospod Koritnik sedaj tisti, s katerim ste zadovoljni? Opravlja oziroma gre v pravo smer, uresničuje tisto, kar ste si zadali? No, jaz mislim, da ja. Jaz mislim, da tudi z poslovnim načrtom, ki ga je sprejel, z načrtom finančnega prestrukturiranja, ki je bil sprejet že prej, kaže na to, da razume, v katero smer se mora ta barka zapeljati in da dela prave stvari. Najverjetneje za socialnimi partnerji se ne bodo strinjali z menoj, ker se pogovarjamo v tem trenutku oziroma se pogovarjajo o programu presežnih delavcev. Seveda zadeva je šla na arbitražo, kjer bo skušala se te sprte strani, če jih lahko tako imenujem, oziroma strani, ki imajo različne poglede, pogovoriti, ampak vendarle. Živimo v času, ko imamo sklenjeno kolektivno pogodbo elektrogospodarstva ali premogovništva iz leta 1996. 20 let stara pogodba, jaz mislim, da
je nujno potrebno, da se prilagodi nastalim razmeram in je to eden izmed ključev, kako lahko to slovensko energetiko potegnemo iz razmer, kjer so. Velikokrat smo od županov tudi slišali glede težav tega odplačevanja odškodnine, ki je nekako dobiva ta dolina oziroma občine, ki so do tega upravičene. Da nekako so težave, da ni tukaj tudi nekega dialoga, da so zamujanja. Težave so nastale, ko sta te dve družbi, energetski, ki sta prej obilno sponzorirali, donirali, plačevali določene obveznosti, padli v likvidnostne finančne težave. In razumevanje na drugi strani, za plačilo odškodnine je potrebno prvič, da nastane škoda. Po drugi strani je potrebno nekdo, ki pač to škodo poravna, če je storil iz naklepa ali iz malomarnosti, in seveda neka vzročna zveza med temi stvarmi. Premogovnik plačuje po rudarski zakonodaji svoj prispevek, za sanacijo ugreznin, ki nastajajo kot posledica rudarjenja. Še dodatno obremeniti družbi, jaz razumem skrb na eni strani župana oziroma lokalnih skupnosti, da bi se stvari odvijale, kot jim je bilo nekoč obljubljeno, ampak enostavno te obljube ni moč v razmerah, ko posluješ z več 10 milijonsko izgubo, nakazovati določenih obveznosti, bombonov različnim naslovnikom. Velikokrat so sindikati opozarjali tudi na to, da se v HSE posluje z dobičkom. So pa posamezne družbe, ki imajo likvidnostne težave. Da se mi je nekako zdelo, oziroma sami so dejali, da tega nekako ne razumejo. Levi, desni žep. Poglejte, gospodarska družba je ustanovljena za to, da ustvarja dobiček. Ne? Mi seveda s tem, kar dobimo, razdelimo. Saj ne ostane to meni ali HSE-ju ali v Ljubljani, kot bi se rado pokazalo. Ta denar oziroma ta sredstva, ta likvidna sredstva, ki se porabljajo za poplačilo nekih sprejetih obveznosti oziroma poplačilo dolgov bankam, če želite, kreditov. Sem že prej povedal, te dolgove, ki smo jih sprejeli, je potrebno poplačati. Zdaj, še enkrat, HSE ustvarja kot skupina ima en proizvod, to je električna energija. Ne živimo več v času elektrifikacije, ampak živimo v času, ko je treba ta proizvod čim bolje in čim dražje prodati. HSE je v zadnjem letu, govorim letu 2015, v to dolino, narekovaje, govorim v Termoelektrarno Šoštanj, pa premogovnik vložil preko 350 milijonov evrov. Samo v enem letu. In ta dobiček nikjer ni ustal. Vrnen je bil v dolino 248 milijonov v Termoelektrarno Šoštanj in slabih 72 milijonov v premogovnik Velenje, ki je bil insolventen v lanskem letu. To je treba povedati zelo na glas, da ne bo bilo napačnega razumevanja. Ko govorimo o energetiki v Šaleški dolini, se velikokrat omenja tako imenovani šaleški lobi. Kdo je to? Kdo je šaleški lobi? Jaz ga še nisem srečal. To je neka psovka, jaz mislim, da to je zelo napačno. Zelo rad pridem v to dolino, zelo, rekel, tukaj neki prijatelji, ki živijo. Ljudje so prijetni in je žal velika napaka, da mediji okarakterizirajo kot nek šaleški lobi. Torej ne obstaja po vašem? Jaz ga še nisem srečal. Kdo je vodja tega lobija? Ne? Lobi bi bilo nekdo, ki se zavzema za neke koristi, za neke, ne vem, želi sprejeti nek zakon. Lobiranje samo po sebi ni nezakonito. Mi smo ga naredili nezakonitega s tem, da govorimo o nekih lobijih. Imate posavski, podravski, šaleški lobi in tako naprej. Ampak če se temu lobiju ne pustiš, potem ta lobi zelo hitro zgine. Zagovarja neke legitimne interese, verjetno na lokalni ravni, temu si predstavljam, kar je prav, ima vsaka izmed regij v Sloveniji tudi svoje poslance, ki zagovarja neke interese, ampak na koncu HSE ni last nobene izmed teh regij in bendolin, ampak je last Republike Slovenije, vseh nas. Ne. Torej, je treba to imeti pred očmi. Ne. Namreč nekje sem zasledila, da pravite, da je lobi premila beseda, da so to bolj organizirane kriminalne združbe. Zakaj? Zato, ker glede na način poslovanja, kako so poslovali, kako želijo poslovati, marsikdo se v današnjem času danes, ko
prebira te stvari, ko je kdaj dal tudi besedo za nekatere izmed teh akterjev, počuti zelo slabo. Ker se boji, kaj vse ga lahko še doleti. In mislim, da marsikdo upravičeno slabo spi. Torej, nekje sem zasledila, da ste si zadali, da je vaša prioritetna naloga za letošnje poletje, da te zgodbe čim prej dobijo epilog. Drži. Kako boste to uresničili? Če poznate vsa dejstva, vse okoliščine, če veste, kakšna premoženjska škoda je lahko nastala, nehaj se v slovenski energetiki, potem je zagotovo to poleg zagotavljanja ustrezne likvidnosti in optimizacije in racionalizacije ena izmed prioritetnih nalog, da se to končno najprej dokaže, prikaže na sodišču in da so tisti, ki jim bo s pravnomočno sodbo kazani, tudi za to kaznovani, ki niso pa delovali sami. Ampak s tem se težave v energetiki, tudi v tej dolini, tudi v termoelektrarni Šoštanj in premogovniku verjetno ne bodo zaključile. Ne bojo, ampak želite povedati, da naj pri več 100 milijonski škodi zamahnemo z roko in rečemo, vse, kar je bilo, gremo naprej. Ne bodo se. Bodo pa bili pokazani načini, modusi, kako so nekoč, nekdaj nekateri ljudje delovali. In to je slabo in to je treba odpraviti. To je treba, takšne ljudi je treba umakniti iz družbe. Ker je to slabo. In se ne smejo te stvari dogajati. Kot sem rekel, politika izvršenih dejstev je bila rdeča nit bloka 6. In to je zelo, zelo slabo. Velikokrat se v Sloveniji potem zgodi, da te stvari tudi nekako zastarajo. Da ne dobijo tega pravega epiloga. No, poglejte, zastaranje je ena stvar, je pač pravni termin. Imate preiskovana dejanja, ki ta tek zastaranja prekinejo. In mislim, da nekatera dejanja, ki se očitajo storilcem, zastarajo, mislim, da okrog leta 30. Tako da časa je dovolj. Naj, dragi gledalci in drage gledalke, vas še enkrat povabim k sodelovanju. Ostalo nam je še nekaj časa, zato nas lahko še pokličete. Telefonska številka 03 897 0770. Kljub temu, kar se bo zgodilo, če sva govorila o teh epilogih, ko se bodo nekako te zgodbe tudi, upamo, kmalu strasti umirile okrog vsega tega, bodo stvari morale iti naprej. Kakšna so zdaj tukaj poti? Bodo lahko šle poti v termoelektrarni Šoštanj, premogovniku Velenje mirno naprej? Ali so to stvari, ki so jih preveč zaznamovale? Ne, mislim, da ne. Bo napor, mi moramo predvsem si prizadevati za to, da kažemo pozitivne zgodbe. Ampak žal nas ta zgodovinski rep vedno znova nekako se nam ovija okrog nog, da se opotekamo. To je slabo. Prizadevati si, da kažemo pozitivne zgodbe. Jaz mislim, da to, kar sem vam prej omenil glede premogovnika Velenja, pa tudi termoelektrarne Šoštanj, da se stvari premikajo v pozitivno smer. Verjamem, da v tem trenutku ne moramo govoriti o neki pozitivni klimi ali pa klimi zaposlencev, ki bi bila na višku. Seveda ne. Ko se greš stvari, kot so programi prestrukturiranja, odpuščanja, zmanjševanja števila zaposlenih, gotovo nisi najbolj priljubljen. Ampak jaz mislim, da se bo čez 2, morda še prej ali pa 3 leta kasneje pokazalo, da so vsi ti ukrepi, ki so danes izvajani, ki so deležni marsikakšne kritike, ki so deležni tudi ne nazadnje, če želite, vzroka za zadnjo stavko, pokazatelj, da gremo v pravo smer. In to energetiko je pač enostavno potrebno potegniti ali pa ta blatni voz energetski iz tega blata ven. Je zelo naporno, marsikomu bo zdrsnil, ampak jaz mislim, da druge poti enostavno ni. Je potrebna privatizacija po vašem? Ne, ni nujno, zakaj privatizacija. Jaz mislim, da če bi bilo v energetiki, če bi se tako cedila med in mleko, bi bilo neverjetno veliko novih investicij. Ampak jaz mislim, da se investitorji v tem trenutku zelo, zelo za neko skrbnost lotevajo tega. Jaz mislim, da moramo če ga poimenujemo nek sanacijski program, nadaljevati z nekim razvojem znanja v skupini HSE. Med zaposlenci, to znanje je bilo pridobivano čez zadnjih 30, 40 in več let. Ga moramo nadgraditi. Prenos znanja na mlade, to je ključno. Kako lahko nek star inženir, v narekovajih star, izkušen inženir, lahko prenese znanje na nekega mladega inženirja. Kako en starejši knap prenese znanje, to se dogaja in to imamo. S tem, da, kot sem že rekel, dajmo pozitivno gledati na stvari in pozabimo tiste stvari, s temi se bojo ukvarjali drugi organi, ne pa mi.
Nekako sva se v nocojšnjem pogovoru predvsem posvečala tej dolini, premogovniku, Velenje in pa seveda termoelektrarni Šoštanj. Mislim, da gledalci ne bodo zamerili, ker nisva toliko govorila še o drugih v skupini HSE, pa vendarle se vam zdi, da tudi premalo izkoriščamo te naravne dobrine, ki jih imamo, ki jih lahko uporabimo v energetiki. Zagotovo, pogledajte. Preden nadaljujete, pa imava en telefonski klic, pa bova o tem malce več v nadaljevanju. Pozdravljeni, imamo klic. Nekdo je bil na telefonski liniji, pa ga ni več. Lahko seveda pokličete nazaj, pa lahko našemu gostu zastavite vprašanje, ki ste ga imeli. Gospod Košorok, lahko nadaljujete. Poglejte, imamo neverjetno hidrologijo, oziroma potencial na hidrološki. Kar se tiče reke Drave, je ta praktično izkoriščena. Reko Sočo z nekaterimi pretoki morda lahko še za kakšno malo hidroelektrarno in imamo glavno hudourniško reko Savo. Imamo projekt na srednji Savi, ki žal v tem trenutku stoji. Mislim, da je reka Sava, mislim, da je nekih slabih 24% njen potencial izkoriščen, oziroma vse ostalo je neizkoriščeno. Imamo zelo lep exemplaričen primer, kako se hidroelektrarne pa vendarle v tem času dajo postaviti. Tu imamo družbo, imamo HESS, se pravi hidroelektrarne na spodnji Savi, ki postavlja v tem trenutku 4. v verigi 5. skupaj z drugim stebrom in mislim, da se ta sinergija da. Res je, da je lahko pri nekih novih proizvodnih virih vprašljiva ekonomičnost teh projektov, zato ker predvsem na hidrološkem delu govorimo o energetskem, pa govorimo o infrastrukturnem delu, oboje skupaj žal v razmerah, v katerih živimo, pri teh cenah električne energije, je na robu ali pa na meji njena ekonomičnost. Vendar mislim, da je smer prava, da v čim večji možni meri upoštevajo vse okoljske kriterije, izkoristimo naravne danosti, ki jih imamo. Kaj pa blok 6, ko enkrat ne bo deloval premogovnik Velenje? Kakšna je ta dolgoročna? Premogovnik Velenje bo obratoval do leta 2054, ko bo blok 6 obratoval. Z vsemi programi, ki so bili izdelani, je premoga dovolj, oziroma naj bi ga bilo dovolj po zagotovilih stroke, jaz moram temu seveda verjeti. Odvisno bo po kakšni ceni bo ta premog. V vmesnem času je pa treba seveda izkoristiti to, da se določene potem proti koncu izkoriščene eksploatacijske dobe stvari zapeljejo v pravo smer, kar se tiče sanacije in podobnega. Vaš mandat se nekako izteka k koncu, se boste potegovali še za enega? No, jaz sem že povedal v enem izmed zadnjih intervjujev, da se noben energetski objekt ne postavi v 4 letih. Jaz mislim, da rezultati, ki jih lahko, predvsem kot tim, kot skupina, kot kolegi moji, s finančnim direktorjem, zdaj s tehničnim direktorjem, predvsem pa z vsemi strokovnimi službami v HSE-ju in pa odvisnimi družbami, oziroma našimi hčerinskimi družbami, postavimo na mizo, pokažemo, da smo v teh 4 letih nekaj naredili. Tako da je moj odgovor da, bomo pa videli, kako se bojo zvezde razporedile. Blok 6 je zdaj nekako še v testni fazi. Kako zdaj potekajo, če mogoče lahko malce povete, ta testiranja oziroma delovanje bloka 6? Blok 6 deluje normalno. Blok 6 je sicer v poizkusnem obratovanju, na polni moči obratuje, vsi testi se izvajajo. Ravno konec tedna je bil zaključen ena zaustavitev, ki je bila uspešna, priključitev na mrežo je uspela brez težav. Tako da jaz mislim, da nekje do poletja ali pa mogoče konec poletja, če bo datumsko, zdaj nisem čistočno prepričan, ampak letošnjega leta ne bi bilo izdano uporabno dovoljenje in potem ne bi blok normalno naprej. Mislim, obratuje že zdaj normalno naprej, ampak z vsemi dovoljenji obratoval naprej. Vendarle vas moram nekako, ker se bližava koncu današnjega pogovora, vprašati, ker se mi zdi, da to tudi te ljudi v tej dolini najbolj zanima. Kako bodo vse te reorganizacije, vse tisto, vse vem, da sva že govorila, da sva nekako že povedala, pa vendarle spremenile tudi to dolino? No, jaz mislim, da jo ne bi smele spremeniti. Mislim, da je trden temelj te doline zagotovo premogovnik Velenje na prvem mestu, potem pa termoelektrarna Šoštanj na drugem mestu. Zagotovo bo podoba
odvisno seveda od obratovanja vseh blokov. Vi veste, da tudi potem po letu 2028 je bilo načrtovano, da se blok 5 takrat ali pa blok 4 iz leta 2023, če bo zdano soglasje EIB banke, umakne. Dejstvo je, da izkop premoga v tem času pade in da blok 6 vprašanje, na kakšni moči bo obratoval, mislim, da do takrat, kot je bilo povedano oziroma kot smo zapisali v marsikakšen dokument, do takrat pa ob teh razmerah, ki bo najverjetneje naslednjih 3 do 4 leta ali pa 3 do 5 let vladale na energetskih trgih, se bo potrebno prilagoditi. Naša naloga je, da vsem tem, ki bodo sposobni za delo, se trudimo, če drugega ne, v skupini HSE najti zaposlitev, počnemo podobno v Termoelektrarni Trbovlje. Trenutek imava telefonski klic, preden zaključiva, mogoče še sprejmeva tega klicatelja. Dober večer, kdo je z nami? Dober večer. Dober večer. Ja, lepo pozdravljeni. Kdo je na drugi strani? Dober večer, Alenka pri telefonu. V bistvu jaz bi imela pa samo eno sporočilo za gospoda. Zelo mi je všeč, kako se stvari loteva. Všeč mi je, da je kos nalogam, me pa zraven vseeno zanima, ali mu je kdaj žal, da se je lotil tako težkega dela, kot je tole vodenja HSE. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Lep večer. Lep večer. Gospod Košorok, izvolite. Ne, meni nikoli žal. Mi ni žal, da sem se tega lotil. Jaz se zavedal, v kolikšnih procentih se bom tega lotil, oziroma ko sem se pred 4 leti odločil za to, ali naj se prijavim ali ne, se nisem zavedal v celoti. Česa se lotevam, spoznaval to, bom rekel, dobrega pol leta ali pa v enem letu, da je problem večji, kot sem si mislil, ampak mislim, da še enkrat, z ekipo, ki je okoli mene, ki 100% zaupam, ki je sestavljena iz res vrhunskih strokovnjakov, se dajo stvari postaviti na pravo mesto. In ni mi žal. Mislim, da mi ni žal za to. Bilo bi mi žal, če se tega ne bi lotil, ker je bilo to eno spoznanje, ki je bilo naporno. Morate vedeti, da 2 stavki skozi, kot je 1400 ne preveč prijaznih knapov prečaka na parkirišču. Obmetavali so vas tudi z jajci. To sem imel v Trbovljah. Ja. Moram reči, da moji prijatelji knapi niso takšni, so mi namenili marsikakšno neprijazno besedo, ampak ko smo sedeli za mizo, ko so tekla pogajanja, jih je potrebno pohvaliti, so zelo pobje na mestu. Podobno v elektrarni, kjer so čustva malo bolj pregreta, ampak mislim, da z enim medsebojnim dialogom se da tudi te stvari izražati. Tako da mi ni žal. Ima politika prevelik vpliv na področje oziroma na delovanje energetike v Sloveniji? Ja, da in ne. Morate vedeti, da ta politika, ne glede na to, kdo je na oblasti, ima odgovornost, ker je to njena lastnina, če rečem, oziroma upravljanje seveda po zakonu prepuščeno Slovenskem državnemu holdingu, kar je prav, naj ne bi imela, pa ga vendarle ima. Mislim, da smemo si zatiskati oči, da politika bo odšla iz gospodarstva, ker ne bo. Ker bo na takšen ali drugačen vzvod najdla nekoga nekje ali pa ga bo etiketirala, da naj si bo je član tega, staž tega, videli smo ga s tem. Tako da v Sloveniji smo obremenjeni s to majhnostjo. Rekli ste, da so nekako strasti v Termoelektrarni Šoštanj bolj razvnete, da so nekako tudi sami delavci pod velikim stresom, da tudi vladajo nekako te stresni napeti trenutki. Vemo, kot smo že prej govorili, so se nekako v premogovniku tukaj uspeli nekako malce pomiriti, pa vendarle tudi sami, ko smo se sprehajali skozi Termoelektrarno Šoštanj, smo dobili vtis, da tukaj res vladajo napete razmere. No, jaz mislim, da je to napetost treba razletriti. To so predvsem dosegli ali pa bodo še dosegli skozi medsebojno komunikacijo, skozi medsebojni pogovor, skozi to, da se z poslovodstvom Teša pogovarjajo. Te napetosti oziroma te dražljaji prihajajo od zunaj. Stalno ustvarjati neke izredne razmere je zelo slabo, ker ponavadi, kdor je sejal veter, bo žel vihar in to je slabo. Jaz mislim, da se bo to domnevanje
tega problema zelo hitro obrnili pod tistim, ki želijo na vsak način organizirati še eno stavko, pa še eno stavko, pa še eno stavko. Na koncu ti zmanjka, kot rečemo, štrika. To je ključ te zgodbe. Sva čisto pri koncu, pa da dava piko na i nocojšnjemu pogovoru. Mogoče samo to, rekli ste, da ste se odločili še za to, da poskusite še en mandat. Torej, pa se mi zdi, da sva nekako tudi že skozi najin pogovor odgovorila mogoče na to vprašanje, pa vendarle naj bo zaključna misel vaša. Vidite tukaj svetlo luč, čeprav so bili črni oblaki nad tole energetiko v slovenskem prostoru, predvsem v Šaleški dolini? Poglejte, najtežje je komunicirati slabe stvari. Če bi zaposlovali mojem vprašanja ali pa ne vem, da bi se same lepe stvari, da bi začeli odvirati nove tovarne, nove hidroelektrarne, nove proizvodne obrate, zagotovo ne bi bilo vprašanje o drugem mandatu. Tako pa, kot sporočaš slabe stvari, seveda je reakcija še slabša. Ne? Morda z mojo zamenjavo, morda s tem, da me ne imenujejo, to je seveda velika verjetnost, da se to ne zgodi, da bo prišel nekdo, ki je sposobnejši, ampak se bo ukvarjal z istimi problemi, kot se ukvarjamo mi. Sem prepričan, da se bo moral ukvarjati z istimi problemi in jih bo mogel na podoben, morda z neko drugo čarobno palico reševati te probleme. Ampak ne glede na to, jaz sem zelo pozitivno usmerjen. Sem prepričan, da nam je po teh 4 letih prepričevanj oziroma v enem letu tipan enega drugega, potem pa precej ostrih besed uspelo v zavest vsaj nekaterih dopovedati, da je potrebno to barko energetike obrniti. Smo pluli v zelo, zelo nevarne vode. O tem sem tudi govoril, da smo bili, poglejte, Premogovnik Velenje je bil insolventen, pa se je z našo pomočjo, pa s tem, kar zdaj delajo, temu uspešno izognil. Tako da, bodimo pozitivni, jaz po naravi sem tak, čeprav včasih mogoče zvenim drugače, ampak mislim, da se da stvari tudi v slovenski energetiki spremeniti. Pa da so doline lahko med seboj povezane, ni pa nujno, da bojo tu, bom rekel, nekateri lokalno-politični interesi bili vedno za to mojo idejo. Hvala lepa za nocojšnji pogovor. Jaz verjamem, da se obetajo, upamo, boljši in lepši, svetlejši časi tudi za energetiko. Hvala lepa, hvala za povabilo. Hvala. Vam, dragi gledalci in drage gledalke, pa seveda hvala za vašo pozornost. Lahko noč.